Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture, ki jo začenjamo z literaturo. Jean-Baptiste Andrea, francoski pisatelj, scenograf in režiser, je avtor romana Čuvar njene skrivnosti, ki so ga pred kratkim izdali pri založbi Mladinska knjiga. Gre za roman o prijateljstvu, dogajanje pa je postavljeno v italijansko družbo prve polovice 20. stoletja. S prevajalko romana Janino Kos se je pogovarjala Tesa Drev Juh. Čuvar njene skrivnosti je zgodovinska freska Italije v prvi polovici 20. stoletja. Glavni lik je kipar. Eno od osrednjih vprašanj, ki jih roman zastavlja, pa je, kot pravi prevajalka Janina Kos, ali se v nekem trenutku upreti, zoperstaviti režimu ali ne. Čuvar njene skrivnosti avtorja Jean-Baptista Andrea je prejel Goncourtovo nagrado pred 2 letoma, če se ne motim. Po dolgem času so rekli, da gre za en tak zelo lep pa klasičen roman in sicer gre za neko zmes zgodovinskega, ljubezenskega, skoraj ne maram reči, ampak rajš rečem roman o prijateljstvu, in v katerem ima zelo pomembno vlogo tudi umetnost, zelo pomembno vlogo ima na vse zadnje tudi politika in zgodba se v bistvu odvija v najbolj viharnih časih 20. stoletja, se pravi začne se nekje pred Prvo svetovno vojno in potem pač vrhunec te zgodbe se zgodi med vzponom fašizma, kar recimo lahko vzamemo obdobje takoj po Prvi svetovni vojni fašizma v Italiji, se pravi od leta 1919 in nekako do Druge svetovne vojne oziroma obdobja prvih let po koncu. Gre pa za zgodbo kiparja, Michelangela Vitalianja, ki se preseli s svojim stricom, pri katerem je vajenec v neko odročno italijansko vas Ligursko, kjer spozna plemiško hči Violo, s katero se močno spoprijateljita in nekako do konca življenja ostaneta prijatelja, kljub temu, da ju veliko stvari razdvaja. Kaj so glavni motivi v romanu Čuvar njene skrivnosti? Definitivno prijateljstvo, politika, se pravi diktatura, kako hitro lahko v bistvu čisto nehote zdrsne cela družba v nek ekstrem. Je to ena zelo lepa taka tudi zgodovinska freska Italije v prvi polovici 20. stoletja. Italijanske družbe kot take, pač v spredju vsega tega pa seveda to prijateljstvo, ki ga v bistvu vse te naštete stvari nekako oblikujejo in peljejo naprej. Kaj pa mogoče še v slogovnem smislu, kakšna taka posebnost? Je, v bistvu je roman, kot pač avtor je tudi scenarist, v bistvu je bil prej tudi zelo priznan scenarist in to se zelo odraža tudi v pisanju romana, ki je v bistvu nekako tudi na 2 nivojih, a ne, začne se tako zelo in medias res, se pravi začne se na koncu, kako ta človek, se pravi glavni junak mimo umira v samostanu in potem vrnemo nekako in počasi razpletamo zgodbo in razrešimo misterij pač tega, zakaj je on tam končal. In pač v bistvu potekata 2 vzporedne zgodbe, se pravi, ena je zgodba njegova življenjska, druga je zgodba njegove umetnine, ki se skriva v kleti tega samostana. V Mariboru se k koncu nagiba 61. festival Borštnikovo srečanje, ki z bogatim in raznolikim programom že 12 dni navdušuje ljubitelje gledališke umetnosti. Utrinke zadnjih festivalskih dni je zbrala Brigita Mohorič. Borštnikovo srečanje je te dni v znamenju tekmovalnih predstav slovenskih gledaliških ustvarjalcev, ki se potegujejo za prestižne Borštnikove nagrade. Po izboru letošnje selektorice Kaje Novosel so to najboljše predstave lanskega leta, ki ponujajo vpogled v sodobno uprizoritveno umetnost pri nas in potrjujejo odličnost slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Borštnikovo srečanje tradicionalno spremljajo tudi tuji kritiki, direktorji gledališč in festivalov. To pa je pogosto tudi pot do gostovanja slovenskih ustvarjalcev na mednarodnih odrih. Mlada avtorica dramskih besedil, ki v festivalskih predstavah piše tudi v Borštnikovem blogu, Mađarka Koto Djurfi festival spremlja prvič. I'm getting a bigger picture of the Slovenian
tradition of making theatre, so there are a lot of styles of Koto pove, da si je ogledala različne predstave slovenskih gledališč in da ji to ponuja širši vpogled v delovanje gledališč pri nas. Gledališča se precej razlikujejo, predvsem po režijskem pristopu, izbranih besedilih in konceptu uprizarjanja. Kot še pravi, je težko govoriti o stilu slovenskega gledališča, opazila pa je, da so ustvarjalci zelo tankočutni in kritični in da uprizoritve slonijo na raziskavah, kar je označila kot zelo navdihujoče. Borštnikovo srečanje pa je te dni tudi v znamenju študentskih predstav. Študenti Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani so jih med študijem pripravili kar 6 in jih predstavljajo tudi Borštnikovemu občinstvu. Pogovarjali smo se s članoma študentske ekipe, ki se je predstavila z dramo, nastalo po motivih drame Tennesseeja Williamsa Mačka na vroči pločevinasti strehi. Biti del Borštnikovega srečanja je za študente pomembno, sta pojasnjevala režiser predstave Lukas Carboni-Kopše, študent 6. semestra gledališke režije, in Ela Potočnik, študentka dramske igre. Mislim, da nam je to vsem, da si štejemo to v čast, da je to dogodek, ki se ga vsi veselimo, da nam veliko pomeni, da pridemo v neko drugo mesto, da gostujemo s produkcijo, ker smo drugače celo leto v Ljubljani, na tistem enem in istem odru, to je neko drugo občinstvo. Ja, mislim, da nam je res v veselje, da smo del tega festivalskega dogajanja. No? Da se družimo še z ostalimi študenti, da smo skupaj še s starejšimi igralci, no, pa da lahko ujamemo produkcije, ki jih drugače ne bi, ne produkcije, predstave, ki jih drugače ne bi uspeli, tako da ja. Da smo del tega dogajanja v bistvu. Ja, definitivno. Se mi zdi zaradi tega, kar je rekel sošolc Lukas, da je nek drug prostor, drugače se moramo znajti tukaj, pa se mi zdi, da ustvarja tudi ene nove veze, pa poznanstva, pa se mi zdi, da je ena taka ful lepa izkušnja za naprej. No. In kako mladi doživljajo ta največji gledališki festival pri nas? Lukas pove, da ga redno spremlja. Jaz mislim, da znotraj slovenskega prostora, pa tudi znotraj tega dela Evrope, da ima festival en precej velik pomen. No? Tudi sam mu ga dajem, sam ga že precej časa redno obiskujem. Mislim, da so predstave kvalitetne, zanimive, da so nasploh dogodki v povezavi s festivalom zanimivi in pomembni za razvoj gledališke umetnosti v Sloveniji in tudi malo bolj naokoli. Na Borštnikovem srečanju se poleg predstavitev študentske produkcije vrstijo še številni drugi dogodki, ki so jih pripravili študenti Umetniške akademije AGRFT, ki letos slavi 80-letnico delovanja. Študirati na akademiji, vstopati v svet gledališke umetnosti ob priznanih umetnikih, nagrajenih doma in v tujini, ob odličnih profesorjih je velik privilegij, še pravi bodoči gledališki režiser Lukas. To izredno cenim, tudi to, da je ta študij zastonj, da je izredno kvaliteten. Ja, mislim, se strinjam s tem, da je to redkost in meni res pomeni ogromno to, da lahko študiram nekaj, kar me tako zelo veseli. Borštnikovo srečanje se ne giba h koncu. V okviru tekmovalnega programa bosta na ogled le še 2 predstavi. Nocoj ob 20. predstava mini teatra Nafta, jutri pa avtorski projekt 1974 Slovenskega mladinskega gledališča in Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica, Gorica. Festival se končuje v nedeljo s slovesno podelitvijo Borštnikovih nagrad najboljšim domačim gledališkim ustvarjalcem. Borštnikov prstan, najvišjo nagrado za igralske dosežke, bodo tokrat nadeli Alešu Valiču. Slovesnost v mariborskem gledališču se začne ob 20. in jo bo mogoče v živo spremljati na prvem programu Televizije Slovenija. Z gledališkimi nagradami pa nadaljujemo v primorski regiji. V soboto bodo v Tržaškem muzeju Sartorijo v okviru festivala Let's Play podelili nagrado Tantadruj. To primorsko gledališko nagrado so ustanovila gledališča Slovensko stalno gledališče Trst, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica in gledališče Koper. Podeljuje pa se za igralsko stvaritev in gledališki dosežek iz nabora predstav končane sezone v omenjenih gledališčih. Letošnji dobitnik Tantadruja je igralec in režiser Vladimir Jurc.
Že 24 leto zapored v skupni akciji Slovenski muzeji, galerije in druge kulturne institucije odpirajo svoja vrata. Vse od 18. ure si bo jutri na poletno muzejsko noč mogoče ogledati razstave in se udeležiti delavnic v muzejskih in kulturnih institucijah po vsej Sloveniji. Vstop je brezplačen, vrata pa bodo odprta vse do polnoči. Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Vjekoslav Mikes. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.